SafeSea, podcast za starše. Družbena omrežja ne bodo nikoli čuvala vaših otrok. To niso varuške, to so komercialna podjetja, katerih cilj je čim večji zaslužek. Dragi starši, pozdravljeni in dobrodošli v podcastu SafeSea. Imate tudi vi kdaj občutek, da je biti starš v današnjem digitalnem svetu misija nemogoče? Vam gre pogosto na živce, ko vaš otrok ne odlepi oči od zaslona? Mogoče vas skrbi, kaj vse lahko najde na internetu ali katerim tveganjem je tam izpostavljen. To so izzivi vseh staršev digitalne dobe. V podcastu SafeSea raziskujemo, kako lahko varno in odgovorno uporabljamo tehnologijo. Pogovarjamo se o tem, kako zaščititi zasebnost, kako se spoprijeti s spletnim nasiljem in kako najti ravnovesje med časom pred zaslonom in drugimi aktivnostmi. Naši strokovnjaki delijo svoje izkušnje in konkretne nasvete, ki jih lahko takoj uporabite doma. Z vami sem Urša Valentič, sodelavka SafeSea. Ste se kdaj spraševali, kaj vse vaši otroci počnejo na družbenih omrežjih? Ali pa ste se morda znašli v situaciji, ko ste želeli objaviti popolno družinsko fotografijo, pa je vaš najstnik zavpil: "Ne, mami, to je tako cringe." Danes bova s sodelavcem SafeSea Markom Pušnerjem govorila o družbenih omrežjih. Marko, pozdravljen. Živjo. Torej, če pogledamo na telefon povprečnega mladostnika v Sloveniji, na katere ikone danes najpogosteje pritiska? Vsekakor na tiste, na katere mi odrasli ne pritiskamo tako pogosto. Če pogledamo, kjer družbeno mrežo so jim nekje najbolj priljubljena in jih res največ uporabljajo, na prvem mestu sta Snapchat in pa YouTube. To so pač informacije, ki smo jih mi dobili iz naših SafeSea delavnic, kjer se pogovarjamo z otroci in nam dejansko skozi celo šolsko leto pripovedujejo, kaj uporabljajo. Snapchat na vrhu, uporablja se ga pa predvsem za komunikacijo. Se pravi, oni komunicirajo prek Snapchata, klepetajo in tako naprej. Skratka za to. YouTube jim je pa za zabavo, se pravi, gledajo videofilmčke in podobno. Takoj za Snapchatom in YouTubeom so TikTok, Viber in pa Instagram. Pričemer je TikTok spet predvsem za zabavo. Je precej popularen, čeprav malo opažamo, da mu mogoče meham popularnost se znižuje, ker Snapchat je pa že precej let, mislim, da se 4-5 let, če ne že več, zelo popularen in kar drži. Kar je verjetno razlog v tem, da nekako starši niso na Snapchatu. Medtem ko na TikToku so. Na TikToku prihajajo, namreč vemo, ko starši pridejo na neko družbeno omrežje, mladi z njega pobegnejo. In prvo omrežje, ki se mu je to zgodilo, je bil Facebook. Facebook je bil popularen med mladimi, so prišli starši, so pobegnili na Instagram, pa na Snapchat takrat. Pol pa recimo, če pogledamo, nekje polovica mladih pa uporablja Discord, BeReal, Pinterest in pa WhatsApp. Potem imamo pa še nekaj uporabnikov, ampak ne prav veliko, Twitcha, Messengerja, Facebooka in pa Xa. Pričemer bi mogoče samo eno zanimivost povedal glede uporabnikov Facebooka. Dekleta, marsikatere dekleta, najstnice uporabljajo Facebook zato, da sledijo družini fanta, ki ji je všeč. Zanimivi trendi. Ja, stokajo, temu rečejo mladi stokajo. Fante stokajo pa z lažnimi profili na Snapchatu, pa na Instagramu, tam, kjer pač se gibljajo, oziroma kar uporabljajo pa seveda na TikToku. Čeprav ne pozaba tudi zasledovanje oziroma zalezovanje, kot samo je lahko, mislim, to je oblika spletnega nasilja, da se razumemo, in je lahko zelo, zelo problematično in žrtev se ga zelo težko znebi oziroma ga ustavi. Tudi kaznivo je lahko konec koncev. Tudi kaznivo je lahko, ja. Ampak to, ko že pride v neke res tiste, že pride v zalezovanje tudi v fizičnem svetu, recimo. Nastajajo pa v bistvu nova in nova omrežja ves čas, pravzaprav, kot gobe po dežju. Zdaj nekatera so bolj uspešna, nekatera manj, ampak kar naprej se pojavljajo nova. Katera od teh novejših so zdaj v trendu, recimo v zadnjem času? BeReal je zagotovo. To se je pojavil v bistvu lansko šolsko leto, da so ga začeli mladi uporabljati. In nekako smo pričakovali, glede na to, kako deluje, da ne bo tako zelo uspešen. Mogoče poveva, v čem je smisel tega omrežja? Smisel BeReala je, da se, mislim, da enkrat dnevno
ko te aplikacija na to opozori, imaš, mislim, da časa, ne vem, 2 minute ali nekaj takega, da se slikaš na ključen čas, sredi dneva, ja, in zahteva, da se slikaš takrat, kaj takrat počneš. In slika je običajno tako, da slika okolico, svoje uporabi obe kamere telefona, slika okolico in pa slika uporabnika, ne? In to nima veze, ali si ti na WC-ju, ali si ti na igrišču, ali si na telefonu pri uporabi recimo TikToka. Ne? In če zamudiš, ne, je potem posebej upozorilo, da si zamudil in tako naprej. Skratka, na nek način posledice. Ja, ima aplikacija neke, recimo, nekovajih posledice. Ne, svoje se ve, da nisi se slikal takrat, ko bi se moral. Discord, recimo, sicer ima že kar popularnost že dlje časa, je pa bolj priljubljen pri srednješolcih. Kar pa zdaj recimo opažamo, je pa porast WhatsAppa. Namreč v Sloveniji od teh aplikacij za sporočanje je Viber bil nekje ves čas med mladimi na prvem mestu, poleg seveda Facebook Messengerja, ki mu je pač pol delež zelo padal. Kar je pa malce drugače kot recimo v večini držav EU-ja, kjer prevladuje pa WhatsApp. Recimo v Avstriji je najbolj popularen WhatsApp. Ne? Tako da zdaj verjetno tudi zaradi mogoče mečkam pritiska iz tujine, pa verjetno tudi zato, ker so starši postali, predvidevam, večji uporabniki Vibera, ne, se pač ta delež Vibera nekako zdaj malo zmanjšuje ali pa predvsem raste WhatsApp. Kako bo v prihodnosti, ne vemo. Ne. Vsake toliko časa se pojavi kakšna nova aplikacija, pa postane lahko med mladimi zelo popularna, ali pa ne. Če se enostavno povedati. Nastaja, ne, praktično vsak dan in redkim uspe, ampak tistim, nekaterim, ki mu uspe, so pa res milijardna podjetja potem. Ne. Mogoče, da ravno malce osvetljiva to problematiko, da spomniva, zakaj so v bistvu ta družbena omrežja sploh kot taka nastala, zakaj še vedno kar naprej nastajajo, kaj je gonilo vsega tega napredka in pač nastanka. V bistvu torej osnovni motiv podjetij, ne, ki proizvajajo ta družbena omrežja, je dobiček. Ne? Absolutno. In kdorkoli misli karkoli drugega, da se gre tem podjetjem za neke družbene cilje, za večjo demokracijo, kar sicer poudarjajo, to njihove PR službe vse poudarjajo, za povezovanje ljudi med sabo in tako dalje. To so vse stvari, ki jih ponujajo zato, da imajo dobiček. Tako je. In tukaj je treba nekaj upozoriti. Ne? In jaz to, kadarkoli se pogovarjam s starši, to poudarim. Družbena omrežja ne bodo nikoli čuvala vaših otrok. To niso varuške, to niso organizacije, ki jim lahko zaupate otroka, kot je recimo šola, kot je recimo vrtec. To so komercialna podjetja, katerih cilj je čim večji zaslužek z zbiranjem podatkov o nas, se pravi o uporabnikih. Zato je vse brezplačno, seveda ponujajo stvari brezplačno in nas uporabnike potem prodajajo. Naše podatke, ne, skozi podatke. Komu? Oglaševalcem, političnim strankam in podobnim. Skratka, vsem, ki te podatke želijo s takim ali drugačnim namenom, ne pa tudi pozabiti, to se je že večkrat pokazalo, da lahko družbena omrežja tudi vplivajo na razmišljanje ljudi, na odločitve posameznikov skozi objave, ki jih algoritmi prikazujejo. In to je pa spet ena zadeva, ki se je marsikdo ne zaveda. Pa je zelo problematična. Se pravi, zdaj na eni strani imamo ta zaslužek, na drugi strani imamo pa še vplivanje na ljudi, na družbo. In to pa je zaskrbljujoče. In tukaj se treba zavedati, da ta družbena omrežja so zelo, zelo slabo regulirana, oziroma sploh nimajo nobene regulacije. Šele zdaj, zadnja leta, Evropska komisija dela na tem, da bi začela regulirati ta družbena omrežja, ta podjetja, da bi saj nekako zaščitili predvsem mlade. Z aktom o digitalnih storitvah, denimo, ne, se zdaj... Akt o digitalnih storitvah je eden izmed teh predpisov oziroma direktiv. Poskusov regulacije. Poskusov, ki je zelo, bom rekel tako, zelo neposredna regulacija in se tudi zelo podjetja bojijo. Prav ta razkritja, ki so bila, ne, recimo Cambridge Analytica, afera, pa
pričanje žvižgačke Frances Haugen, ki je razkrila te sporne prakse, ki jih Meta uporablja. To je sprožilo, oziroma spodbudilo komisijo, da je pravzaprav začela razmišljati o regulaciji in da je začela uvajati regulacijo. Zdaj, DSA je pravzaprav šele začela veljati, oziroma to se je zdaj šele upeljalo. Prvi učinki so že bili, v smislu, da so se družbena omrežja začela prilagajati zahtevam. Potekajo pa trenutno tudi pravzaprav spori, na sodiščih, pač spori s komisijo in recimo Meto, pa mislim, da je tudi Apple, ki se pač ta podjetja upirajo tej regulaciji. In to je v bistvu, če bo to na sodišču uspelo, bo to sigurno potem nekaj pozitivnega in bo tudi, bom rekel, spodbuda za komisijo, da bo še naprej uspešno uveljavljala svoje zahteve glede tega, kaj morajo družbena omrežja zagotoviti. Tako da jaz mislim, da je to pozitivno že zdaj, bo pa prihodnost pokazala, ali je bil to pravi pristop in pa kako se bodo temu zoperstavila družbena omrežja. Mi moramo vedeti, ena Meta je tako velika, finančno tako velika, da predstavlja tudi za Evropsko unijo, kjer nas je čez 400 milijonov, kar zalogaj, da se s temi podjetji, bomo rekli, borimo ali pa da skušamo uveljavljati pravice, ki bi nam jih morala ta podjetja zagotavljati. Mislim, da je lanskoletni dohodek Mete bil nekje $130 milijard ali še nekaj več. Se pravi, so lahko tudi te kazni pravzaprav bolj neki bagatelni zneski za ta podjetja. Kazni so določene na osnovi letnega prometa in znašajo kar nekaj procentov, tako da niso čisto. Niso to neke nedolžne kazni. V preteklosti je bilo mogoče tako, ne? Tako, ne, zdaj ne. Tukaj so konkretne kazni, mislim, da v enem primeru zahtevajo 10% letnega prometa, ne dobička prometa, kar je v bistvu zelo veliko, ne? Ampak, glejte, ta podjetja tudi pravzaprav te kazni ukalkulirajo v svoje poslovanje. Tako, kar tehtajo, ali če bi to izpolnili, ali bojo imeli boljši poslovni izid v tem primeru. V drugem, kjer ne bojo tega upoštevali, pa bojo mogli pač kazen plačati. No, se tudi stvar polemike je starostna omejitev za uporabo družbenih omrežij. Zdaj uradno velja nekako 13 let, za mislim, da večino teh omrežij. Ampak vemo, da jo mnogi otroci z lahkoto obidejo, da to ni neka težava, ker enostavno pač samo označijo, da so že stari 13 let. Ja, te starostne omejitve na 13 let so sicer vezane na ameriško zakonodajo pa tako dalje, ampak niso iz trte izvite. In moram reči, da mene osebno in pa tudi v sklopu mojega dela me zelo, kako bi rekel, muči, ko sem recimo v razredu, poslušam otroke, stare 10 let, 8 let, ki so uporabniki TikToka. Mi se moramo zavedati, da pač družbena omrežja, tako kot sem že na začetku povedal, to ne bodo skrbela za otroke in to ni varno okolje za otroke. Na njih preži množica tveganj. In ta podjetja zaradi te pač ameriške zakonodajne zahteve 13 let nekako imajo prilagojene te, recimo temu, varovalne mehanizme ali pa zaščitne mehanizme za razvitost otrok od 13. leta dalje. V tem času se otroci zelo razvijajo in tudi že eno leto starejši povsem drugače določene zadeve dojemajo. Ja, gre tudi za razvoj možganov, ne samo za vplive. Ali pa... In to, da nekateri starši dopuščajo, da mlajši od 13 let dejansko uporabljajo družbena omrežja, naredijo s tem pravzaprav otroku več škode kot koristi. Ja, se je pritisk vrstnikov, pa si otrok želi, ampak ali so te pozitivne lastnosti, samo to, da se druži z vrstniki prek, recimo, TikToka, da spremlja njihove objave, res toliko pozitivne, da pretehtajo nad vsemi tisti negativnimi, ki jih je ogromno, od različnih oblik spletnega nasilja do srečevanja z neprimernimi vsebinami in podobno. In seveda ne smemo pozabiti na zasvoljive elemente, ki so namenoma vgrajeni, katerim so mlajši otroci še bolj, bomo rekel, izpostavljeni in prej podležejo. In tukaj je prva
prva meja ali pa tisti prvi filter so tukaj starši. Absolutno. Ne bi smeli dopustiti, da njihovi otroci uporabljajo družbeno mrežo. Seveda, potem bi pa lahko sama družbena mreža bistveno več naredila za samo zaščito mladih in omogočila v bistvu varno okolje, ampak to je zdaj pa povezano že z finančnimi vložki in pa seveda z manj zbiranja podatkov, kar pomeni seveda potem manj zaslužka. In ker jim to ni v interesu, seveda so tukaj zahteve in Evropska komisija tukaj zelo na tem dela, da se uvede neko starostno preverjanje. Vendar pa, jaz mislim, da letos je to, mislim, da že ne drugo ali tretje leto intenzivno delajo na tem, da bi se to zapovedalo skozi direktivo, vendar so naleteli na določene tehnične omejitve in dejansko ta sistem, da bi se dal otroka prepoznavati, ni tako enostavno narediti. Kar je pa, moram reči, pa zelo bizarno, predvsem skupaj pa je, da po informacijah, ki jih imam neposredno od družbenih omrežij, večina jih ima algoritme za prepoznavanje starosti svojih uporabnikov in zelo natančno določijo starost uporabnika. Na osnovi objav in pa vedenja na družbenem omrežju. Seveda ne bojo takoj na začetku prepoznali, ampak po določenem času, po kakšnem mesecu, 2 mesecih prepoznajo. Kar pomeni, da bi lahko družbena omrežja vse mlajše od 13 let in preprečile dostop do vsebin, do uporabe, kar pa seveda jim ni v interesu, ker potem bojo imeli manj uporabnikov, manj uporabnikov pomeni manj zaslužka. In tukaj imamo mi zdaj ta velik problem, ko podjetja pravzaprav imajo možnost, da bi to naredila, pa ne želijo. Čim pa imamo spet neko regulativo, jo je pa težko uvesti, težko jo je tehnično speljati, da bo učinkovita. Verjetno je tudi vidik zasebnosti tu vprašanje, kje je tista meja, do katere je smiselno pač neko regulativo, neko tehnologijo uporabiti za prepoznavanje, ne vem, obraza recimo, kaj bi bilo tukaj potrebno. Kakšni so podatki, koliko mladih prekomerno uporablja družbena omrežja? Zasvojenost je pač realen problem v družbi, s tehnologijo in prisotna med mladimi. Koliko je tega dejansko? Tukaj imamo malo težav z raziskavami. Jih je malo, malo jih je. Raziskav, ja. Tudi zelo nenatančne so, pa tudi še ni čisto, kako bi rekel, dorečeno, saj po strani stroke, ali si lahko zasvojen z družbenim omrežjem ali ne. Nekako so zdaj je dogovorjeno, da lahko postaneš zasvojen z videoigrami, da to nekako je. Za ta družbena omrežja pa za internet pa ne. Ampak, še ni konsenza. Še ni konsenza, ampak v praksi seveda se vidi, da to je. Ker so določeni otroci, mladostniki, tudi odrasli, ki, če jim odvzameš, kažejo vse znake, ki jih imajo zasvojenci. Pred kratkim sem bral rezultate ene raziskave, sicer tuje, ki pa je bila izvedena tudi v Sloveniji na več kot 1000 mladostnikih v letu 2021. In med drugim so jih sprašvali tudi o tem, koliko časa uporabljajo družbeno omrežje in telefone. In mladi so povedali v povprečju, da uporabljajo družbena omrežja 3,4 ure na dan, telefone pa 6,9, skoraj 7 ur na dan. Prav, to je praktično skoraj ves prosti čas, ko so doma, tako. Uporabljajo telefon. Tako. To so povprečne vrednosti, ki so jih v tej raziskavi dobili. In to so res zelo visoke številke. Treba je seveda tukaj vedeti, da so bili to v bistvu najstniki, v bistvu od 11 let dalje. In take so številke. Te številke se mi zdijo ogromne, res. Tudi mene so presenetile, definitivno. Ampak, če pogledamo mlade, recimo, če opazujemo mlade, ne vem, tukaj v Ljubljani na avtobusu, posod. So na telefonih. Seveda v to je šteto tudi, ko iščejo kaj za šolo, se pravi, predvidevam, da ni vse zabava, tako je, da so še druge aktivnosti, vendar to pomeni skoraj 7 ur gledanje v tisti pravokotni zaslon na razdalji 50 cm, mogoče še celo manj, mogoče malo več, kar ima posledice za oči, vemo. To tudi raziskave kažejo v svetu, da se povečuje slabovidnost otrok, zelo porasto. In to pomeni tudi, da se ne gibljajo. In tudi, če tukaj pogledamo kakšne druge raziskave, raziskava o gibalnih sposobnostih srednješolcev, pa osnovnošolcev,
recimo kaže zaenkrat zelo slabe rezultate. Zdi je sicer bilo to tudi posledica pandemije korone, ampak ja, tudi vezan je tudi na to, na uporabo teh zaslonov. Fokus se izgublja in mi se moramo zavedati, da bom rekel, nekateri strokovnjaki, nevroznanstveniki, ki sicer imajo mogoče malo bolj skrajne poglede, pravijo, do 18. leta ne bi smeli otroci imeti stika z napravami zasloni. Ja, te pobude se zdaj pojavljajo vedno glasneje, tudi pri nas, tudi nekatere šole pravzaprav v Evropi oziroma države omejujejo telefone v šolah, ne. Tako je. Recimo skandinavske države, ne, so to uvedle. Francija, Italija tudi. Italija pripravlja, za me že uvedla, ja. Kako pa v Sloveniji gledamo na to, ni zaenkrat kakšne pobude v tej smeri ali pa posluha? Ne, zato ker pri nas je nekako določeno, da se šole glede tega same odločajo, skupaj z skupnostjo staršev, šolsko skupnostjo staršev, naša praksa pa kaže, da lahko, mislim, da skoraj vse ali pa večina osnovnih šol v Sloveniji ima med poukom prepovedane telefone, dejansko jih ne smejo med poukom uporabljati, razen če gre za neko šolsko delo, kar je seveda dogovorjeno, tako da to. V srednjih šolah pa je to drugače, tam pa tega ni, je pa redko, kjer ima prepovedi, je pa res, da to gre za pouk. Nekatere šole, tudi osnovne šole, imajo tudi med odmorom prepovedan, nekatere ne, zelo odvisno od šole do šole. Vsekakor bi pa bilo zelo redo, če bi bilo to sistemsko urejeno, se pravi za vso državo enako, za vse šole enako. In glejte, mi na Sejfu zagovarjamo, da bi morali biti telefoni v šolah prepovedani, oziroma jih ne bi smeli uporabljati, tudi v srednjih šolah, razen seveda za šolsko delo, ker so tako veliko v stiku s temi ekrani v popoldanskem času, v prostem času. In zakaj bi morali biti potem še v šoli? In ne tukaj pozabiti, da, oziroma tako rekel, ne misliti, da s tem, ko uporabljajo telefone, da s tem svoje digitalne veščine izboljšujejo. To ne drži. Ker telefoni so v osnovi tako enostavno narejeni, da ti skoraj ne rabiš nobenih digitalnih veščin, da ga znaš uporabljati. Poglejmo 2-letnika, ki zna uporabljati telefon. Absolutno. Kaj pa so v bistvu tisti elementi, ki zasvojijo? Kaj povzroči to nenehno željo po skrolanju, neskončnem skrolanju, o efektu zajčje luknje se veliko govori, se pravi, ta vsebina se nikoli ne konča in dejansko je težko nehati. Tudi sama, ko uporabljam ta omrežja, vidim, da včasih se res težko odtrgam od tega. Mehanizmi so zadaj, ki so narejeni prav s tem namenom. V bistvu podjetja se s tem veliko ukvarjajo. In verjetno je to za mladostnike še večji problem kot za odrasle. Seveda, sploh za mlajše otroke. Nekako, tako kot mi vidimo, so 3 elementi najbolj problematični. Prvi je všečkanje, zbiranje všečkov, všečki. In to je bil tudi prvi element, ki ga je Meta oziroma Facebook takrat namensko uvedel z namenom, da bo zadržal uporabnike, da jih bo zasvojil. Spravi, da bojo čim več časa preživeli na družbenem omrežju, na Facebooku. Dopaminski šus, če ti rečem. Tako, imaš neko dopaminski šus, pravi, dobiš neko notranje zadovoljstvo, ker ti ljudje všečkajo. Odmerek dopamina. Tako, kemijsko odmerek dopamina, sicer pa posameznik pa neko zadovoljstvo za tega, občutek zadovoljstva. Vrednosti tudi napram sovrstnikom, in to je bil prvi tak element. Drug tak element, ki je zelo zasvoljiv, je to neskončno drsenje. Ko so vedeli, da ti skrolaš po zaslonu, da vsiš po zaslonu in ti stalno nove vsebine. In vedno, in tukaj potem je pa v bistvu še naslednji element, so pa v bistvu algoritmi, ki ti vsake toliko časa lansirajo pa prikažejo neko vsebino, ki te spet pritegne. Ti vidiš mogoče 2-3 vsebine, ki sta ti nezanimivi, potem pa ena je. In zdaj ti čakaš, zdaj bo pa spet kaj zanimivega in da vsiš dalje in spet dobiš eno zanimivo. Vmes 4-5 oglasov pogledaš. Seveda, vmes so še oglasi, da se razume, pa nezanimive vsebine in to je to. Potem pa ne smemo pozabiti še na te druge take elemente, ki mogoče niso tako opazni. Piskanje oziroma opozarjanje, stalno opozarjanje, da je neko novo sporočilo in imaš ti občutek, da
da Si moraš pod zdaj stresom pogledati. pravzaprav, Ja, pa da moraš nujno zdaj pogledati. A ne. To je recimo žive barve, ne, sploh za mlajše otroke je to zelo privlačno. Žive barve pa hitro dogajanje. A ne. No, nekatere te elemente se da celo na telefonih izklopiti, ne, recimo notifikacije, te barve tudi, ne, čeprav ja, potem te kar malo... Črno-bel zaslon, ne, recimo jaz imam nastavljeno na tablici doma, da mi po 11 uri zvečer se avtomatsko prestavi na črno-bel zaslon in utiša, da več ne povzroča hrupa, a ne. Ampak ja, jo vzamem v roke in ne, ni privlačno. Ja, jaz sem tudi preizkusila ta črno-beli zaslon, pa mi ni... Ima svoj namen, a ne, deluje, ne, sam se pravim. Problem pa je, da samo 2 klika in imaš nazaj barve in si tam, kjer si bil. Potem nazaj lahko, ja. Če še malce vsebino pogledava, ne, ta tveganja, ki so na družbenih omrežjih, širjenje golih posnetkov ali pa polgolih, ne, med mladimi, to je zelo pogost pojav, ne, starši pogosto mislimo, da to naš otrok pa že ne dela tega, ne, da je to nekaj, kar drugi počnejo, ne, v resnici pa število mladih, ki sekstajo, kot rečemo temu, torej tej izmenjavi posnetkov, precej večje, kot si mislimo, ne. Ampak obstajajo pa tudi profili na družbenih omrežjih, ki dejansko nagovarjajo mladostnike in mladostnice, verjetno predvsem dekleta, k širjenju teh golih posnetkov. Se pravi, k temu, da jih same posnamejo in potem širijo, delijo oziroma celo prodajajo na različnih platformah, kot je recimo OnlyFans. Kako razširjen je ta pojav, če rečeva zdaj med slovenskimi mladimi? Če imate doma najstnike, stare 12 let, 13, 14, 15, 16, starejše, ki so, vprašajte jih, če poznajo koga, ki je prejel golo fotografijo ali pa ki je poslal komu svojo golo fotografijo ali golo fotografijo, ki jo je dobil. Če poznajo koga. Če poznajo koga. In jaz sem prepričan, da če bojo pošteno odgovorili, bo odgovor seveda. Vsak pozna koga. Ja. Ampak on ni poslal, ne? To ne bo odgovoril, ampak dejansko pa prejemajo, mislim, če pridemo nekje že v srednjo šolo, ne? Ja. Skoraj vsi so zagotovo prejeli vsaj kakšno golo fotografijo. Lahko je šlo pa dejansko za nagovarjanje, za izmenjavo fotografij, tukaj od kakšnih odraslih, ne nujno od vrstnikov, čeprav tudi treba je vedeti, tudi vrstniki nagovarjajo vrstnike, enako stare mladostnike, da ne pošljajo svojo golo fotografijo, a ne? Predvsem fantje nagovarjajo dekleta, tako so na delavnicah. Ja, to je res, čeprav je tudi nasprotna zgodba. Tukaj ni nič, da bi bile pa... Ja, ni črno-belo. In tukaj so, bom rekel, tudi dekleta so tista, ki fante nagovarjajo. Fantje seveda dekleta, tudi fantje dekletom, kar sami pošiljajo svoje gole fotografije svojih spolnih organov in tako dalje. Ne? Skratka, kaj hočem povedati? Zagotovo so se s tem že srečali, če so uporabniki družbenih omrežij, ker tam preko tega se to širi in pa seveda preko aplikacij za sporočanje. In tukaj treba še nekaj opozoriti, če ste otroku omogočili dostop do družbenih omrežij, pa tudi če imate starševski nadzor, zelo verjetno tega ne boste mogli preprečiti, ker tega ne bojo prefiltrirali. Ker če imaš ti dostop do družbenega omrežja, imaš dostop do vsega. Seveda pa ne pozabiti, da mladi vedno se znajdejo, pa lahko tudi te filtre in zapore obidejo. Ja. Čisto enostavno grejo k prijatelju na telefon, si sposodijo prijatelju telefon, pa imajo vse, a ne. Toliko. Skratka, tega je zelo veliko in to se je treba zavedati. Največji problem pa so predvsem temu spolni predatorji, ki namensko iščejo mlade, pričemer iščejo zelo mlade, tukaj da nagovarjajo 6-letnike, če imajo dostop do družbenih omrežij, da so recimo 6-7-letniki uporabljajo družbeno omrežje, jih neposredno nagovarjajo k pošiljanju golih fotografij, k temu, da bi se video klepet imela, pa jih potem tam nagovarjajo, da se slačajo, pa jih pol posnamejo, ali tudi seveda dejansko za srečanje v živo in potem potencialno za spolno zlorabo. Pričemer se moramo zavedati, da spolna zloraba kot taka ni samo fizična, da pride do neke vrste spolnega odnosa, ampak je spolna zloraba tudi to, da nekdo nekoga nadleguje s svojimi golimi fotografijami ali pa da ga zmanipulira, da mu pošlje svoje gole fotografije in podobno. Ja. In tega je veliko na družbenih omrežjih. Žal.
Kaj lahko potem staršem svetujeva, kako lahko spremljajo, nadzorujejo uporabo družbenih omrežij pri otrocih? Se pravi, starševski nadzor je pač do neke mere smiselen, ampak to ni dovolj, ne? Kaj pa časovne omejitve, nadzor zasebnosti, nastavitev, opolnomočenje v končni fazi otroka glede pač vsebin, na katere lahko naleti, kaj je najbolj pomembno? Zagotovo to zadnje, kar si omenila. Pogovor, jaz temu rečem, treba je peljati vzgojo za internet. In to je tudi naš priročnik za starše, za varno rabo interneta, ima naslov Vzgoja za internet. Priročnik je dostopen v elektronski obliki na naši spletni strani, je pa tudi v tiskani obliki v nekaterih, skoraj v večini slovenskih knjižnic, tako da si ga lahko sposodite. Tiskanih izvodov pa zaenkrat žal ni, ker čakamo v ponatis, tako da bo po prihodnje verjetno spet. No, ampak vse, če ga lahko starši najdejo na internetu, je tudi to lahko. Na naši spletni strani safe.si. Pod gradivi. Pod gradivi, ja, tako da si lahko tam pogledajo. In to je to, svoje pogovor o vseh teh zadevah, in to se mora začeti že tisti trenutek, ko otroku prvič izročite telefon. Mogoče že pred tem, ne? Ja, ko začne prvič gledati risanko na YouTubeu, to je ključno. Takrat se začne in ves čas treba se pogovarjati, da v osnovne šole otrok ne bi smel sam biti na internetu. To je dejstvo. In ga je treba stalno nadzorovati in ga opozarjati na tveganja, na vse nevarnosti, ki nam ga pržijo. Potem pa ko prije pa v ta najstniško obdobje, ko bo seveda začel tudi početi kakšne neumnosti in ga bojo zanimale kakšne zadeve, ki so lahko sporne, so problematične, takrat ga je pa treba tudi naučiti, kaj naj zdaj naredi, če bo slučajno zabredel v težave. Zanašati se na filter vsebin, pa starševski nadzor, to je zatiskanje oči. Govorim o najstniškem obdobju. In tudi prepričanje, da se vašemu otroku nič ne dogaja ali pa da ne pride v stik z neprimernimi vsebinami, to je spet zatiskanje oči. Je napačno, ja, ker se pridejo v stik. In tukaj je recimo en tak problem, ki ga tudi opažamo, je v bistvu radikalizacija naših mladih. Skozi ta družbena omrežja, tudi o pomoči vseh teh algoritmov, jim v bistvu prikazujejo zelo radikalne vsebine, in en tak primer, ki ga opažamo, je, da zadnje čase so mladi zelo začeli spet stereotipizirati odnose med moškimi in ženskami. In to v napačno smer, da se razumemo, Posledica Andrew Tate in podobnih trendov, ne? Tako, tisti, ki ne veste, kdo je Andrew Tate. Andrew Tate je pač nek vplivnež, angleški bokser, ki je v bistvu ponižuje ženske in poveličuje ta mačo moški stil, češ mišice, nasilje, to je pravi moški, ženske so pa zato, da zadovoljijo moškega in tukaj je konc zgodbe. In naši mladi so to zelo sprejeli, in to ne samo fantje, tudi dekleta, da ne bo pomote. Tako da tukaj imamo po moje zdajle izziv, družben izziv, kako čez to, kako to preseči. Ni toliko viden navzven mogoče, ampak dejansko pa je. Ja. To so družbeno omrežje. Vplivajo na ljudi. To smo se na začetku se to pogovarjali. Ja. Mogoče je to priložnost, da nekako v tem smislu tudi zaključiva. To zadnje vprašanje postavimo vsem strokovnjakom v tem podcastu. Se pravi, lahko je v šolah velik pritisk glede te uporabe telefonov, da pač starši prehitro popustijo in dajo otroku telefon, čeprav morda še niso čisto prepričani, če je to dobra ideja. Katerih 5 stvari se ti zdi, da je najpomembnejših, da jih starši vedo, preden otroku dajo telefon v roke? Internet ni varno okolje. Okay. Internet se moramo naučiti pravilno uporabljati. Pa tukaj ne mislim tehnično, ampak vsebinsko. Se pravi, da znaš prepoznavati napačne vsebine, škodljive vsebine. Vašega otroka na internetu ne bo nihče čuval. Se pravi, prepuščen sam sebi. In da je to enako, kot če bi ga spustili na ulico. Da veliko nasilja, spletnega nasilja, ki se ga dogaja, je medvrstniškega. Se pravi, je med vrstniki. In mogoče, da malo bolj pozitivno zaključam, internet z vsemi vsebinami, tudi na družbenih omrežjih, je seveda tudi veliko zanimivega in dobrega. In se ga splača uporabljati, ne tisto, da zdaj bomo pa rekli, ne, ker to je prenavadno. Vsekakor ja,
ne ga uporabljati, ampak po pameti. Ob vseh 4 prvih Ob vseh predpostavkah. 4 predpostavkah pa seveda otroka naučite, da kako se. Tudi jaz, ko sem šel prvič v šolo, sta me oče in mama naučila po cesti hoditi. Ja, ali pa voziti kolo, ne? Ali pa voziti kolo, da se ne bi kaj zgodilo, a ne. Enako je pri internetu. Tudi tu moramo otroke naučiti, preden jih spustimo, pozoriti na vse nevarnosti, jih naučiti, kako se na eni strani zaščititi in na drugi strani, če bo šlo kaj narobe, kaj narediti. Pomembno je poudariti, kaj otroku ponuditi na mesto zaslona. Odgovor je narava. Narava, šport. Jaz opažam, da imamo ljudje kot družba, pa tudi kot civilizacija, vedno manj stika z naravo. Vedno bolj se zapiramo v mesta, vedno bolj se zapiramo v virtualni svet družbenih omrežij in pa videoiger in pa interneta na splošno. Potem pa pozabljamo na okolje okoli nas, na rastline, na živali. Ni aplikacije na telefonu ali računalniku, nikjer na internetu ne boste našli kotička, ki vas bo tako sprostil in vam tako pozitivno, toliko pozitivnega v vas povzročil, kot en polurni sprehod skozi gozd. Ja, konec koncev je človeštvo tisočletja živelo v stiku z naravo, zdaj pa nekaj 10 let smo pa pravzaprav digitalni nomadi, kot rečemo, ampak rabimo še vedno tiste prvinske stike z naravo. Tako in tudi recimo, ni treba zdaj, da bi šli v kameno dobo, da se razumemo. Je pa treba vedeti, da za otroke bi pravzaprav, pa tudi za starejše, govorim za najstnike, bi mogel biti telefoni, oziroma ekrani, internet, družbeno mrežo samo en delček življenja. Ja, poleg športnih aktivnosti, poleg druženja v živo, ne preko telefonov, poleg seveda sprehodov v naravo, mogoče izletov in tako dalje. In kar je super so tiste družine, ki si en dan vzamejo kot dan brez zaslonov. In tisti dan nihče, tudi oče in mama, ne uporabljata telefona, ga imajo nekje odložene, seveda, če kam grejo, imajo sabo en telefon, če se kaj zgodi, seveda, ampak grejo skupaj na izlet in se cel dan zabavajo v okolju, v naravi. In idealno bi bilo, da bi tak dan imeli recimo 2-krat na teden, ne? 3-krat na teden bi bilo super, ampak res, vsaj enkrat na teden je tisto minimum, in boste videli, koliko to pomaga. Mogoče ena čista taka anekdota, moja osebna. Jaz sem šel enkrat na en izlet in sem seveda pozabil kabel za polnjenje za v avto doma. In seveda sem uporabljal navigacije in že na pol pota se mi je telefon spraznil. In je ugasnil se, ker sem ga čisto spraznil. In seveda prvih 10 sem se res čudno počutil. Zdaj, kaj pa če se kaj zgodi? Kako bom pa zdaj najdel nazaj? Kako bom pa najdel tja? A ne pa to. Po 10 minutah me je ta strah minil in povem, v bistvu še pol dneva je bilo pred mano, ki sem ga čudovito preživel, brez da bi se obremenjeval, in res tako sproščujoče je bilo. In seveda, potem, ko sem prišel domov in priklopil na elektriko, nič me ni čakalo. Par sporočil, ki so bila popolnoma nepomembna in so sem odgovoril na nja takrat tisti večer nekaj pa celo naslednje. Se pravi, dobro je, da pravzaprav fokus premaknemo iz naprav na naravo, na to, da smo zunaj na prostem, na svežem zraku, na življenje. Tako. Hvala za ta pogovor. Hvala tudi tebi.